Problematika vrtcev, cena vrtca in plačila staršev. Področje vrtcev je letos doživelo minorno spremembo zakonodaje, ki pretežno bolje in podrobneje definira postopek vpisa, kar je dobro, po eni strani, po drugi strani pa predstavlja težavo za bodočnost, ko bo tak postopek se kaj spremenil, tudi zaradi informacijskih sprememb in bo potrebno popravljati zakon. Določene stvari pa so zgolj bolj gostobesedno zapisane, kot je recimo obveznost pogodbe med občinami. To pa je mogoče celo včasih prešljivo z vidika avtorstva glede na prejšnji zakon. Intervencijski zakon sprejet v recesijskem času decembra 2009 je financiranje cena programa za 5, 4 in 3-letnike pomaknil na januar 2011, ker je seveda pomagalo k varčevanju pri državnem proračunu, je pa vplivalo na kakovost življenja mladih družin. Zagotovo se bo ukrep odrazil oziroma se odrazil tudi na demografski sliki, zmanjševanje števila rojstev. Verjetno ukrep je zagotovo prinesel tudi težave mladim, odzel sredstva, ki bi jih morda usmerili v nakupe in investicije, pa jih tako niso. To pa pomeni tudi počasnejše reševanje osnovnega problema recesije. Letos julija je bil sprejet zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kjer je od 24. člen vključena lestvica dohodkovnih razredov. Starši so oproščeni dela plačila v cena programa vrtca v 9 razredih, kar predstavlja enako število stopenj kot pred spremembo. Ampak to ne rešuje problema. Problem v resnici so različne in visoke cene vrste programov v vrtcu. En izmed problemov je tudi, da država tako rekoč ni sofinancirala gradnje novih vrtcev, niti ni izvedla ukrepov in spodbud za pocenitev gradnje vrtcev in trajnostno gradnjo le-teh. Problem različnih cen programov vrtca je možno rešiti s povsem novim pristopom, tako da se vrtec ne opredeljuje kot storitev s ceno programa, temveč pravica staršev. V tem primeru pa starši plačujejo prispevek. Seveda bi nastala tudi določena vrsta, bi nastale razlike med cenami, te razlike med cenami med različnimi občinami bilo potrebno pokriti, to pa bilo treba po načelu pravičnosti reševati zakonom o financiranju občin. Torej, ne več vrtec kot storitev, ampak vrtec kot pravica, tako kot je osnovna šola. V mandatu dr. Milana Zvera je bila na portal MŠŠ postavljena spletna informacija prosta mesta v vrtcih z navedbo prostih mest ter programov, cen s posameznimi povezavami na posamične spletne strani vrtcev. Stran se 2 leti tako rekoč ni posodobila. Kakšne so možnosti? Možnosti so dodati analitiko, dnevne izračune povprečne cene vrtca glede na starostno obdobje, informacijo o najvišji in najnižji ceni v Sloveniji in posamični regiji, kar bo dobrodošla informacija staršem, analitikom, uradnikom ne bo potrebno izračunavati nujno potrebnega podatka. In trendi bodo seveda kazali na nekaj. S povezavo na centralni register bi lahko tekla tudi simulacija, hkratna simulacija zapolnjevanja prostih mest za prihodnje leto, kar bi bila dobrodošla in predvsem takošna informacija občinskih načrtovalcev, ti pač po zakonu vrtcih morajo načrtovati, kdaj bodo gradili nov vrtec, ko se nabere dovolj otrok. Zato imajo pa bore malo časa, 1 leto. Gradno vrtcev z arhitekturno gradbeno zasnovo je možno tudi poceniti, hkrati pa zastaviti trajnostno, pasivna gradna solarno elektrarno, estetsko, prostor pa je lahko tudi za učilnice v naravi. Več o tem lahko najdete na spletni strani SDS, avgusta lani sem pisala o tem in je dolg prispevek na možnost zmanjšanja stroškov in pa bolj učinkovite in trajnostne gradnje. Pri področju osnovne šole je treba omeniti, da učni načrti, ki jih je strokovni svet za splošno izobraževanje po leti 2008 sprejel in so pomenijo faktografsko razbremenitev za učenca, večjo avtonomijo učitelja, vpeljujejo sodobni strokovno priznani kompetenčni pristop, vključujejo prečne teme, kot so zdravje, trajnostni razvoj, domovinsko vzgojo. Minister Lukšič že 2 leti skriva v predalih in jih noče objaviti. Več kot očitno se zdi, da v pomanjkanju idej nekdo želi nove učne načrte pravzaprav vključiti kot svoj dosežek. Žalosti pa, da so na škodi otroci. Kar zadeva predmetnik dodatne ure športne vzgoje, ki so bile strahoten problem v preteklosti, teh ur še vedno ni.
Zoper to pa niti ne protestira prav glasna stroka, kar je včasih radodarno počela. Učenje tujih jezikov, MŠŠ v prejšnji sestavi pripravila strokovne podlage, zagotovila denar iz evropskih sredstev, pripravila razpise za uvedbo zgodnjega učenja tujih jezikov v vrtcih in prvem tretletju osnovne šole. Očitno se je te razpise spravilo v predal, več kot očitno se zdi tudi enak zaključek prej, na škodi so otroci. Hrvaška ima prvi tuj jezik v prvem razredu. Slovenija danes še ugiba, ali bi ga imela ali ne. Medtem ko v državi EU pospešeno uvaja učenje tujih jezikov osnovne šole v prvem razredu, spomnim se sam Barcelonske deklaracije 2002, kjer naj bi vsak otrok že od malega se začel učiti 2 tuja jezika, vsak, ne? In sledijo jim tudi države z nezmanjšanim tempom, Hrvaška, Makedonija. Torej v Sloveniji Ministrstvo za šolstvo in šport na svoji spletni strani mirno objavi neko besedilo, ki mu preče predlog zakona, ki to ni pač nekaj členov je, ni obrazložitve, ni razlogov in napiše, da bo splošno uvedbo obveznega drugega tujega jezika v 7. razred zavrlo še za 2 leti. To je kratkovidna, res in sramotna odločitev. Praksa namreč kaže, da je tam, kjer so drugi obvezni tuji jezik že uvedli, je ta postal zgodba o uspehu. Kar zadeva učbenike in delovne zvezke, ne nadaljuje se s projektom uvedbe brezplačnih učbenikov v srednjo šolo, kako tudi ni prišlo do dogovora z založniki glede delovnih zvezkov. Delovni zvezki so predragi. Možnosti, kar zadeva tuje jezike, začeti ga je treba uvajati čimprej, v prvem razredu, v vrtcu. Kar zadeva drugi tuj jezik, bi se moral polno izvajati po vseh osnovnih šolah, pa tudi biti narejen načrt za vse srednje šole. Namreč v vseh srednjih šolah bi se morala učiti 2 tuja jezika. Danes postajajo nove gospodarske sile, pa vendar se ne učimo 2 tujih jezikov v vseh šolah. Tudi strokovne šole mogla imeti 2. Lahko bi govorili tudi o 3. tujem jeziku. Problem so tudi posebne potrebe, ure dodatne strokovne pomoči morda niso dovolj učinkovite, kar kaže nacionalno preverjanje znanja. Množenje teh ur, pa seveda izključenost učencev iz oddelkov, kadar dobivajo dodatno strokovno pomoč. Seveda, kar zadeva še učbenike, to, da starši soglašajo z izbiro delovnega zvezka, nima nobenega smisla. Po eni strani smo jih izvzeli iz ZOFI-ja, po drugi strani pa je upravljajo nalogo, za katero pravzaprav niso in ne želijo biti pristojni in pa niso sposobljeni.